Sedel je k ognjišču in čakal, čeprav se mu je od slabosti temnilo pred očmi. Som je že mislil, da ne bo dočakal sinov, ko je po mostišču narahlo potreslo pod težo moške hoje. Vstopil je Ostrorogi in ko je za njim Karp. Brkati je zbral vso svojo opešano moč in se zravnal, kolikor je pač mogel. V društvu Franjo Veka Rik letos že četrtič organiziramo koliščarski dan in to na mestu, kjer so bila najdena najstarejša kolišča ob Resnikovem prekopu, stara, ki so locirana v leto 5000 pred našim štetjem. S koliščarskim dnem želimo to obdobje približati obiskovalcem, tako da delajo v različnih delavnicah, oblikujejo keramiko, izdelujejo drevak, razne lesene izdelke, ki so jih uporabljali tudi koliščarji, recimo maketo voza, potem tudi pomanjšano koliščarsko kolibo in podobno. Ob določenih urah pa na tem osrednjem prizorišču lahko vidijo gledališko predstavo. Po Jalnovih bobrih smo pripravili nekaj prizorov z seveda Ostrorogim, Jelenom, Jezerno rožo in drugimi. In ob določenih urah lahko prisluhnejo tudi predavanju dr. Antona Veluščka, ki je glavni arheolog, bi lahko rekli na Barju, torej specialist za koliščarje in se lahko podpiše tudi pod najpomembnejše najdbe, najstarejše kolo in najstarejši lok. Ja, seveda. Ja, švici, ne? So zraven Bohinjskega jezera in... Kaj je tam noter? Janusz? Pomachite! Super! Zdaj, koliščarji sicer so imeli drevake in so bili eni prvih, ki so jih uporabljali na tem v Ljubljani oziroma na Ljubljanskem barju, ampak potlej so pa v času Valvazora jih še vedno uporabljali, pa na Cerkniškem jezeru pa jih še vedno poznamo. Čisto lepo gre, a ne? Super. Ne, tukaj z te strani je treba. Imamo tam nekaj, gre se tam probati, domač član. To so ženske delale, pri nas smo obrnili vlogo. A res? A ja?